Pozdravljeni! V tem posnetku boste najprej izvedeli, zakaj je pomembno, da se ob morebitnih občutkih krivde ali z njo povezane jeze ustavite, ste pozorni do sebe, da se s tem izognete nepotrebni škodi in nadaljnjim težavam. Dobite tudi enostaven test, ki vam lahko pomaga, da lahko sami ugotovite, če je pri vas morda prisoten tako imenovan prikrit občutek krivde, ki vendarle še vedno vpliva na vaše življenje in zato je pomembno, da ga ozavestite. Na koncu pa vam podam še 5 korakov za samopomoč, da se občutkov krivde uspešno lahko tudi vi osvobodite in skozi to tudi osebnostno napredujete. Pogosto opažam, da občutek krivde, ki je prerasel v tako imenovani program krivde, povzroči, da človek pravzaprav ne naredi nič konstruktivnega, da bi dano situacijo ali odnos, ki je ostal ujet v občutek krivde, razrešil. Druga nepotrebna škoda, ki je povezana z nerazrešenimi občutki krivde, je, da oseba s tem v sebi ustvarja vedno znova slabo mnenje, kar pa povzroči tako imenovano slabo samopodobo. Morda vsi vemo ali pa tudi ne, da se zaradi slabe samopodobe pogosto kažejo težave na vseh področjih njegovega življenja. Tako v odnosih, zdravju, ljubezni, financah in tako naprej. Nezaupanje v druge ljudi pogosto nastane že v otroštvu. Nezaupanje izhaja iz prepričanja, da se na druge ljudi ne moreš zanesti in zaupati. Posameznik težko vzpostavlja dalj časa trajajoče zdrave odnose, ker nezaupanje vodi na eni strani ga v sumničavost in na drugi strani tudi v prikrivanje in neiskrenost. Občutek krivde je pogosto vezan na pričakovanje kazni in posameznik, ki se počuti kriv, sam sebe kaznuje. Na primer, sam sebi povzroča katerokoli fizično ali psihično obliko škode, lahko se odreče možnosti za zdravo, lepo, ustvarjalno, harmonično in srečno življenje. Drugim dopušča, da ga izkoriščajo in podobno. 5. težava so pogosto nezdravi odnosi, ki temeljijo na manipulaciji in čustvenemu izsiljevanju. Če ima človek v sebi tako imenovani program krivde, pogosto sodeluje v odnosih, kjer ni tako imenovane svobode izbire in dogovarjanja, temveč vladata manipulacija, čustveno izsiljevanje, predvsem z vzbujanjem občutkov krivde, dolžnosti in tudi strahu. 6. škoda, ki jo lahko utrpimo in je povezana z nerazrešenimi občutki krivde, so zdravstvene težave. Človek, ki občutkov krivde ne razreši, dovoli, da se ta energija akumulira v telesno-energijskem sistemu. In to je pogosto vzrok za nastanek različnih zdravstvenih težav, med drugim tudi raka. Sedaj vas vabim, da si vzamete papir in zapišete svoje odgovore, kajti sledi enostaven test, s katerim lahko vi sami ugotovite, če je pri vas morda prisoten tako imenovani nezaveden občutek krivde. Prebrala bom 10 trditev. Pri vsaki trditvi samo razmislite, če ta trditev za vas drži ali ne. Bodite iskreni do sebe. Na list papirja si zapišite tiste številke trditev, ki za vas držijo. Prva trditev. Bolj si želite, da bi vas vaši prijatelji opisali z besedo pozoren kot srečen. Raje skrbite za druge kot zase. Pogosto vas preseneti, koliko nesposobnih ljudi je okrog vas. Pogosto imate občutek, da naredite več za druge, kot oni za vas. Več veselja do lepih stvari občutite, če jih lahko delite z drugimi. Za vas je grozno, če bi vas označili za sebično osebo. Večkrat pomislite, da bi pustili vse, šli na dopust in vam ne bi bilo potrebno skrbeti za druge. Svojih obljub, ki ste jih dali,
Se držite tudi, če to pomeni zanemarjanje vaših lastnih potreb. Najlažje vam je, če delo opravite sami. Včasih se odzovete na to, kar slišite na televiziji ali preberete v članku s sarkastičnimi komentarji, popravljanjem besedišča ali slovnice. Dobro, sedaj poglejte, koliko trditev za vas drži. Če za vas držijo več kot 4 prebrane trditve, potem je lahko pri vas program krivde prisoten. Sedaj pa poglejmo, kako si lahko pomagate sami. Moje ime je Kristina, sem prodavateljica, avtorica, kovčinja, terapevtka in pomagam ženskam, da postanejo same avtoritete svojega življenja, da se osvobodijo tudi tako imenovanih občutkov krivde in jeze, uredijo svoje osebne in poslovne odnose tako, da so nase lahko ponosne. Torej, kako si lahko pomagate sami? Svetujem vam, da se z občutkom krivde soočite. Torej, vzemite papir in napišete objektivne okoliščine situacije, glede česar se počutite krivi ali krivite druge oziroma ste jezni in potem o tem razmislite. Svetujem vam, da morebitno škodo, ki ste jo povzročili sebi ali drugim, popravite. Kajti s tem pridete do miru v svoji duši. Vsekakor odpustite sebi in drugim in na koncu poskrbite tudi za svojo osebnostno rast, torej da dejanj ne boste več ponavljali ali bili vanje vključeni, da boste v svojem življenju napredovali. Kajti ko boste vse to naredili, se boste lahko takoj bolje počutili, povrnila se vam bo vaša energija in zato boste veliko lažje ustvarili življenje, ki si ga želite živeti. Več o celostnem postopku osvobajanja od krivde si lahko preberete tudi na moji spletni strani. Link vam prilagam spodaj ali pa skenirajte enostavno QR kodo na tem posnetku. Če vam je bil posnetek všeč ali koristen, mi to lahko enostavno sporočite s tem, da ga všečkate, napišete v komentar, da vem in vam potem z večjim veseljem pripravim še kaj več tovrstnih koristnih vsebin. Če želite biti o mojih novih YouTube posnetkih obveščenih, se le prijavite na kanal. Brezplačna meditacija vam je še vedno na voljo na moji spletni strani. Link do nje vam prav tako objavim pod tem posnetkom. Želim vam vse navedeno zgolj služi. Vzemite tisto, kar vam koristi, ostalo pustite. Želim vam tudi, da je vaša zavest osvobojena krivde, kajti le tako bo vaše telo zdravo, vaša duša srečna, vaš duh zdrav in močan, da boste zlahka ustvarili tisto srečno ustvarjalno življenje, takega, kot si vi želite živeti.